Se je treba navaditi, da umetnost ni samo nekaj za občudovati in za gledati, ampak da je ena od vlog umetnosti, da odpira neke pota, neko perspektive v bodočnost in ker nimamo uradnih jasnovidcev v naši civilizaciji, ker to so vse stare kulture poznale, zato da so vedeli, kje so in kam gremo. Smo nekako umetniki, moramo potem prevzeti tako vlogo. Tako da bodite mirni glede tega, je vse v redu, to je umetnost. Vpeljal en pojem, vilinski pojem Anve. Anva je en pojem, ki ga je en moj davni prijatelj David Spengler vpeljal svojo knjigo, ko se je pogovarjal z enim od vilinskih bitij, ki se jim reče, jim Kelti so rekli ši, sikhe se to piše. In ena od teh knjig je prav posvečena temu, kar zdaj jaz imenujem filosfera. Predvsem o tem, kako se pretaka, torej, da ljubezenske razmerja, po ohojevski paradigmi jaz ne smem govoriti o odnosih. Zato, da se morate navaditi, bom govoril o razmerjih. Zaradi tega, ker odnos je Istogeister definiral kot odnosa, ker to je antropocentričen pogled, kjer vse merimo, torej naša razumska zavest meri razdaljo od nosa, ker vidimo konico nosa. Ko gledamo, razdaljo do vsake točke v prostoru. To je sjajen računalnik. Vse to zmeri in zaradi tega smo ujetniki tega materializiranega prostora. In zato smo začeli govoriti o razmerjih. To se pravi, kjer je subjekt in objekt ni več objekt, ampak je ravno tako subjekt. Tako je ljubezenski razmerja so mogoče samo na subjektni ravni. To se bomo morali počasi odvaditi, da gledamo stvari okrog sebe kot objekt. To se pravi, če jaz gledam drevo, drevo gleda mene. Drevo ima svoj način, kako gleda in kako o tem razmišlja, pač kot del elementarne noosfere, zemlje, kako čuti pač glede na to, kako je on vključen v te pretoke ljubezenskih pol. In tako tudi mi imamo to, kar mi imenujemo elementarno srce, to se pravi drobec srca zemlje znotraj nas, ki je na dnu grotnice, je to elementarno srce. In s tem elementarnim srcem smo pravzaprav ves čas vpeti v bivanje narave, v vse te sfere, ki sestavljajo zemljo in v ljubezenska polja. Seveda, ker je pa človek ima svojo voljo, svobodno voljo, se mi praviloma izključujemo. S tem, ko se postavimo kot subjekt nasproti objektu, vse drugo gledamo kot objekt, okrog sebe se mi izključujemo iz teh pretokov Anve. Zato življenje začenja teči okrog nas, ne skozi nas. In vsa tehnika, ki jo razvijamo, je izraz te odtujenosti kot nadomestek. In ta nadomestek nas še bolj zapre nasproti tem pretokom, ki se jim reče v vilinskem jeziku Anva.
In to je velika težava. S tem, ko sem v tej prvi fazi prepoznaval ta način, kako se pretaka v pokrajini, mogoče vam povem en tak smešen primer. V ponedeljek sem prišel iz Emiratov, to se pravi, to so Združeni arabski emirati in sicer Ras Al Khaimah, tam sem bil, v tistem emiratu. Tam sem postavil iz 36 megalitnih kamnov ptico miru, torej uradno imenujem to portal miru, ker bom potem mogoče še o tem več povedal. In te kamni je tam je nek kamnolom in jaz sem rekel, ne bojo čisto naravni kamni, so mi res take fine kose pripeljali in tudi stroji, tako da smo to postavljali ampak tiste gore, od katerih, to so gore, Oman je južno od Emiratov in ima tak močne gore iz nekega starega apnenca, te kamni izgledajo prav plave barve, modri. Gore so pa rumene, ker so toliko izdelane od atmosferskih dogodkov. Ampak ko sem postavil, sem bil v stiku s temi gorami, od koder so kamni prišli, sem v enem trenutku videl, da te gore so v neposrednem stiku s temi kamni. Sem celo videl, da je ena gora tako stegnila čist take tenke roke, tako je stegnila in je kamen vzela, enega od teh 36, in ga je podojila, da ga bo podojila, mislim, tak občutek je bil, tisto k srcu ga je vzela, da ga bo podojila. Kamen je bil še zmeraj tam, seveda, ampak jaz sem bil paf, se reče po slovensko. Ampak taka ljubezen, kako so, to sem potem opazoval, kako so te gore so pravzaprav dovolile, da to so kar zminirali, menda. In poj to narežejo kamne, ne te so bili čisto naravni. Ampak kot da to odpustijo in one imajo še zmeraj tako neverjetno ljubezen, kot recimo, ne vem, srna do mladiča. To si res treba zapomniti in bo treba pogledati, tudi se mi zdi, da Karavanke so ene take stare gore. Mislim, z ene drugega vidika. Ampak to je v zvezi s litosfero, ker litosfero mi smo se učili, ne vem, če vi, ampak jaz sem se v šoli še učil, da je živa narava in neživa narava. Živa narava so rastline in živali, neživa narava so kamni in kamenine. To je treba odklopiti. To je pravo prekletstvo nad tistimi, iz česar med drugim tudi smo mi, namreč iz drobcev mineralov. Ampak minerali, se zdaj vemo, računalniki brez mineralov ne bi delovali, silika in tako naprej. Minerali so neverjetna ustvarjalna bitja in vse te, se govori o različnih dobah, kako se je Zemlja, kako so se premikali kontinenti in ravnkar gledamo, kaj se dogaja na enem pomembnem prelomu zemeljskem, kjer so bili zdaj potresi.
te reči se dogajajo mimo nas. Če bi mi znali s tem biti v komunikaciji, bi stvari drugače potekale. Tako pa me prav skrbi, kaj bo z nami, glede na to, da se veča prepad med staro zemljo, ki jo mi držimo še zmeraj v zavesti, na kateri smo, in pa tem, kar Gaja zdaj razvija kot novo telo, to večdimenzionalno telo, ki gre v smeri raja na zemlji. Ta razkorak je zmeraj večji. Mislim, seveda bi rekel, simbolično, v resnici gre za to, da Zemlja ponudi take pogoje, da lahko vsa različna bitja in pa tudi ljudje z različnimi pogledi in nazori, ki se seveda v tem procesu spreminjajo in med seboj uglašujejo, ampak so še zmeraj lahko različni. Ampak zgubljajo tisto ostrino, ki vodi v konflikte. Zato, ja, raznolikost je nekaj, kar je Zemlja razvila, nismo mi. Ona je vse te neverjetna množico insektov, ptic, rastlin, razvila zaradi tega, da bi bil prostor, v katerem vsi mi bivamo, različna bitja, čim bolj raznolik in da omogoča razvoj v nešteto smeri. In ko bomo uspeli se v ta proces vključiti in harmonizirati po eni strani z bitji narave in po drugi strani z duhovnimi bitji in po tretji strani med sabo, temu se reče raj. Raj tako opisujejo recimo v Grimovi pravljici o Špicparkelcu, ko Špicparkelc ko sel pripoveduje kraljici, kje je videl Špicparkelca, to je tisti možič, ki je znal slamo presti v zlato. Da je tam doma, kjer si zajec in lisica voščita lahko noč. To je tako sjajen opis, recimo biblijski je, da živijo srne in lev skupaj, pa se ne pojedo. In med drugim, mislim, opis je bolj bogat. Ampak tako, na kratko, se pravi, da gremo v eni določeni smeri. In Zemlja nas je povabila pred milijoni let, da človeštvo kot evolucija, da se vključimo v njen razvoj. In prav zaradi tega, ker smo taka zelo individualna bitja, ne v egocentričnem smislu, ampak v smislu raznolikosti, notranjega bogatstva, raznolikosti kot notranje bogatstvo. In res smo odlično pomagali razviti različne kulture, ampak Zemlja nas lahko tudi odslovi, če ne bomo ujeli tega procesa njene preobrazbe. Torej, gre za to, da po eni strani so vse te znanstvene raziskave, vse te trditve o podnebnih spremembah in kako bo leta 2050, ko bo tukaj Afrika in vse take
vsake reči, ampak to je vse na tujosti, torej na objekt, subjekt, kar jaz in mnogi drugi vpeljujemo, je to, da najprej občutimo in da se naučimo občutiti tako, da tudi to razumemo, kar občutimo. In potem o tem razmišljamo ali pa dajemo izjave o tem. Tako tudi jaz delam. In tako nastajajo teorije, kot je to o podnebnih spremembah, brez da bi se kdo posvetoval z bitji, ki milijarde let sodelujejo pri razvoju Zemlje in vedo, kam ta razvoj pelje. Tukaj, mislim, je potreben bistven premik. In kot rečeno, razvoj gre v tej smeri, zdaj, če govorimo o filosferi, gre v tej smeri, da se začenja utelešati. To se pravi, ko smo mi kot človeštvo stopili ali padli, ne vem, iz raja, mi smo padli enkrat iz raja, tako tudi biblijska zgodba gre v tem, ampak kar se je takrat zgodilo je, da smo mi prestopili v patriarhalno dobo. Se pravi, da se je začel proces, ko je moški dobil to blazno idejo, da bi mi pravzaprav rodili otroke. Kaj te ženske rodite otroke, kako da mi ne rodimo otrok. In tukaj pa gre po dveh, mislim, padli smo iz raja po dveh tirnicah. Po eni strani zatirati ženski princip in ženske, zaradi tega, ker da bi lahko razvili svojo sposobnost rojevanja. Mi rojevamo vojno v Ukrajini, recimo, in vse take reči, zato ker ne moramo otrok rojevati. To je zelo tragično, ampak to je en od tem, s katerimi se jaz ukvarjam, kako moški princip nekako vrniti k izvoru in od te blazne ideje, vse te rakete in Dubaj s tistimi nogometnimi prvenstvi, pa nebotičniki in kaj se jim, kaj vse. Vse to je samo zaradi tega, ker ne moramo roditi otrok. To je en vidik, ampak zelo pomemben, ker to je tako vtisnen v te civilizacije, ki tako grdo zatirajo ženske, da morajo biti ves čas v cunje zavite in tako naprej. Po drugi strani pa bogataši kopičijo cekine do neba. To je vse nekakšen nadomestek. Ampak moški imamo tudi eno vlogo. Moški imamo vlogo, da stojimo za resnico. In da povezujemo. In tako, dobro, smo morali skozi to izkušnjo iti, ampak to nas je stalo raja. In s tem, ampak kar sem prej, ne da bi rekel, hotel povedati, je to, da med biti narave še zmeraj obstaja anva, torej ta pretok, ljubezenski pretok, permanentni ljubezenski pretok obstaja med gorami in kamni in med drevesi in med rožicami. Mi smo pa tako sredi tega, kot da ni. To ne sme tako ostati.
In zdaj, kot sem prej že začel, da je v zadnjem letu opažam, da se začenjajo stvari, ki so bile prej bolj kot nekakšen duhovno ezoterične, da se začenjajo čisto realno utelešati. In sem se začel ukvarjati z filosfero, recimo, ampak tudi pri Ljubljani. Torej, filosfera Ljubljane. Sem začel iskati, ker vem, da obstaja, da te ljubezenski, ker ne gre samo za polja, ampak gre za centre in polja. To se pravi, Gaja ima kot čakre svoje centre, kjer stalno pošilja svojo ljubezen v prostor, in s tem nastajajo ljubezenska polja in bitja, vidna in nevidna, se v to vključujejo, v ta polja. Tukaj so različni nivoji v igri, kot sem pri nas omenil, recimo, da imamo srčni center, ki je povezan z onostranstvom, ali pa srčna mišica, ki je povezana z našim individualnim razvojem skozi neskončne prostore časa, elementarno srce, na dnu grudnice, vse te različni, vilinsko srce je na vrhu grudnice, glede na mojo shemo. To se pravi vilinsko v smislu ši, kot da smo človeška bitja v širšem kontekstu vilinskih bitij. In tukaj korenini naša sposobnost ustvarjanja, ki je povezana z grlom, ali pa z grleno čakro. Zato je to, kjer je ta jamica na vrhu grudnice, imenujem elementarno, ne, vilinsko srce. Vse te različne centri se potem najdejo tudi v prostoru. Jaz sem se letos poleti začel ukvarjati na ta način z Ljubljano, ker se mi zdi, da je pomembno, da stvari niso samo tako abstraktne, ampak na srečo obstajajo že možnosti, da se to tudi bolj konkretizira, recimo glede na določene kraje. In v tem primeru sem najprej raziskoval ljubezensko razmerje med Ljubljanico in Grajskim hribom v Ljubljani. To je ena prav posebna močna ljubezen. Ko Ljubljanica pride, torej voda teče, ne? In ko pride in zagleda Grajski hrib, se tako dvigne iz struge in se mu vrže v objem. To je tako močno, to je tako lepo. Na srečo je zdaj tam špica urejena, da se kot en opazovalnica tega dogodka, kako se Ljubljanica vrže Grajskemu hribu. Ampak zakaj je tako zaljubljena v Grajski hrib, je vprašanje. Grajski hrib je triglav, ima tri vrhove, in je na liniji med Triglavom in Rosalnicami ob Kolpi, tisto, kar jaz imenujem rdeča os Slovenije. Rosalnice so tudi Triglav, ker so 3 cerkve na enem mestu, ena zraven druge. Prastar svet kraj. Vsi so Triglavi. In ta Triglav je res Triglav. Recimo, tako kot ta
3 srca, ki sem jih omenil na človeških prsih. Ima tudi 3 hribi, imajo te 3 vrhovi, no, 3 glava, ne, grajskega hriba, ljubljanskega. Imajo ravno tako, zimo tam pred gradom je en grič, je po moje stvaritev nedavne kulture, in tam to je kraj stika s Predniki in Zanamci, to se pravi naše desno srce je tam. Ko smo tam delali z delavnico, recimo, sem videl, kako je s težavo izdihnil ta hrib najprej, kot en balonček, in znotraj je sedelo eno bitje. In potem je pa šlo boljš, pa so pa kar te balončki in so krožili, in sem videl, da to so pokojniki, ker mi smo dvoživke, to veste, ne, da en del dneva smo budni, en del dneva spimo, in po istem vzorcu smo en del življenja utelešeni v telesu, en del, torej v materializiranem telesu, recimo, in en del, drug del življenja smo pa v onostranstvu in smo v dušnem telesu. To je zgleda tako kot naše telo. In tako sem videl, ja, to so Predniki, ki imajo stik z grajskim hribom preko te velikanske gomile. Potem Šance. Šance so pa zelo zapletena reč, ker je Plečnik je lepo oblikoval, ampak potem je prišla tista grozna antena na sredino, zapičena. Ampak nekako se da preriniti do njih. Šance imajo pa en globok stik z enim jedrom, ljubezenskim jedrom v zemlji. To je pa nekaj, kar sem prvič začutil, ko smo sodelavci, sodelavkami klesali geopunkturni krog na Hvaru, na Starograjskem polju. In tam me je prešinilo, da je osnova filosfere v nekem davnem trku, torej ljubezenskem stiku med Zemljo in enim drugim planetom ali pa zvezdo. To je bilo verjetno še takrat, ko je bila Zemlja svetlobno telo, ni imela še niti vodnega telesa, niti materialnega. Ampak zdaj sem več takih krajev našel. Recimo bazilika svetega Marka v Benetkah je zgrajena tudi na takem drobcu. Namreč, ko je prišlo do te kolizije, je ta ljubezenski dotik ustvaril veliko število drobcev kot, kako bi rekel, ljubezenskih inspiratorjev. So zdaj v telesu Zemlje in tak drobec, torej rečemo fraktal ali pa holografski drobec, je prav v globini Grajskega hriba. In mislim, da to Ljubljanico najbolj navduši, ker ona se v vsakem trenutku vrže objem Grajskemu hribu. In tretji hrib, Orlov vrh, je pa treba iti prav dol in od spodaj, od zadaj, tako rekoč, stopiti. Je pa povezan z zmaji, se pravi s prasilo Zemlje, tisto prvinsko energijo Zemlje, ki poganja življenje, omogoča, da sploh življenje obstaja, permanentno ustvarja življenje. Tako da te tri
To je... Potem, ja, zdaj smo tam pri tem ljubezenskem stiku, ko se Ljubljanica vrže zmeraj znova v objem, ampak kar nastane, je pa Plečnik odlično zajel s Trnovskim pristanom. Trnovski pristan je potem odtot, recimo od Špice, naprej, veste, so posekali tiste stare vrbe in žalujke in zdaj so mlade že kar hitro na srečo rastejo vrbe. In je tako skozi kot eno stopnišče, ali da se sede tako. To sem že zmeraj gledal kot, da je Plečnik hotel narediti tako kot slavnostni sprejem, ko Ljubljanica priteče v mesto. Ampak zdaj sem pa videl, da je še več, da potem, ko se zgodi ta stik med Ljubljanico in Grajskim hribom, nastane Anova, iz tega ta ljubezenska polja. In res vam želim, da bi šli kdaj na ta pristan in Trnovski pristan, in tam posedeli, da bi se kopali v tej neverjetni ljubezenski zgodbi. Pravzaprav posledici tega ljubezenskega stika med hribom pa reko. Druga zgodba je pa Gruberjev prekop. Gruberjev prekop verjetno poznate na Špici. Na Špici se razdeli Ljubljanica. Jaz sem prepričan, da je Ljubljanica tako prvotno tekla. Ljubljanica si je to zagradila, ta prehod. In je v 18. stoletju je pater Gruber naredil načrt, kako prekopati, ker je šlo za to, da bi lahko barje uporabljali za poljedelstvo, ga je bilo treba izsušiti. In je bilo ogromno delo narediti, ta prekop je zares dolg in naporno ga je bilo skopati, ampak ni uspel, kot sem bral. Ampak je bilo treba potem še mali pa veliki graben izkopati, da je zares uspela, nažalost, izsušitev barja. Danes ne vem, zakaj se rabi to poljedelstvo. Nisem še videl zorane njive tam. To je pa senčni del, ko bi rekel. Jaz imam tam vtis, kot da dobro se je bil res izkopan, teče pod zemljo, Gruberjev kanal ali Gruberjev prekop nekako teče pod zemljo. Na eni strani je Ljubljanica, kot jo je uredil Plečnik, s Čevljarskim mostom, pa s Tromostovjem, pa ves čas njemu je Avstrija zapustila betonsko korito, potem je Avstrija propadla. In on je vse to obložil s kamnom in zasadil vrbe, da segajo dol globoko pa do vode in zapornice, da nazadnje, da je voda kot meditativno prisotna v mestu. To se pravi, to je kot sončna stran. Gruberjev prekopu pa se ne hodi zelo redko. Zaradi tega, ker je pravzaprav to je podzemni del. To sta kot dan in noč te dve, kot plus in minus, yin, yang, tako ta dva obkrožata Grajski hrib. To sem našel tudi v Benetkah. V Benetkah je pa to s kanalom Grande. Kanal Grande je obratna, torej
S je tako in Canal Grande je obratno, obrnen S. Nazadnje, to se pravi januarja letos, se mi zdi, je bilo to, sem končno trasiral to pot obratno, torej S, pravi S, ki ni kot kanal, ampak je s cerkvami in samostani označen. Tako da pri filosferi je bistveno, da je vse v ravnotežju in da so vsi nivoji podzemlje in nadzemlje morajo biti navzoči in med seboj povezani. Tako nastane nekakšen, to, kar jaz imenujem filosfera kot sfera, ker da se Gruberjev kanal skoči čez Grajski hrib in nekako Ljubljanica skoči čez. V tem smislu, da se rodi kot sfera, kjer je v sredini Grajski hrib, kot teleša nekaj bistvene, ta tri srca, ta Triglav je v sredini. A veste, nastane en hipersakralen prostor, ki je ljubezenski prostor, nastal je s tem, da se je Ljubljanica zaljubila v Grajski hrib in Grajski hrib je te, sem jih prej imenoval, te bogatstva začel na ta način dajati ven. Potem je pa Plečnik tako sijajno, kot en simfonija uredil Ljubljanico, Gruber je pa pustil kanal tako, so ga odpustili, ker niso bili zadovoljni in je nekdo drug dokončal. Ampak hočem te dve, ta dva ekstrema med seboj se prepletata zaradi tega, ker tako stvari so. In ljudje zmeraj bolj hodijo v Ljubljano iz vsega sveta in govorijo meni, joj, Ljubljana. Je vladar tega emirata, je prišel gledati mojo postavitev, portal miru in je prišel, druge tudi pogled stvari. In ko je prišel k meni, sem rekel, jaz sem Marko iz Slovenije. To je del bivše Jugoslavije, ker praviloma te ljudstva še zmeraj Jugoslavije. Je rekel, Ljubljana, jaz sem bil v Ljubljani. In sva se takoj začela pogovarjati o akupunkturi zemlje in take reči. In res, Ljubljana je, to je bil moj izum, da je to takrat iz začetka 80-ih let, da je to v zvezi z ljubeznijo. Ne vem, če se spomnite moje knjige Ljubljanski trikotnik, se začne z Venero, Tiziano Venero, kjer sem prvič videl to, kakor je tromostovje. To je tromostovje. Ona drži tako na srcu. To je v Cadoro, v Benetkah je ta slika Tizianova. Tako angela, eno od Robovih angelov pa moli tako. Kar je čisto nenavadno. Natančno isti koti kot tromostovje. In to sta dva trikotnika, moški in ženski, ki sta povezana, imata skupaj osnovnico. In to bi bil Grajski hrib. Potem sta pa ta en trikotnik je v podzemlje usmerjen, eden je pa proti kozmos. In tako je Ljubljana ima res te, to ime ni, najstarejše znano ime je Ljubljana. Ni tako, ni moderno, ampak
No, vse. Tako da, to je Ljubljana, ja. Zdaj moram pa pogledati na moj list, da ne bom kaj pozabil. Ni še za odmor. Tukaj sem z velikimi črkami napisal odmor, ampak malo boste morali še potrpeti. Ja, zdaj moram malo teorije. Težava je pa še ta, da ljubezenska sfera ne more brez vode obstajati. Mi smo civilizacija zraka, recimo, to se pravi zavest, pri nas je zmeraj močnejši ta element, kombinacija zrak in ogenj. To suši vodo. Mi smo taka civilizacija, s tem tudi, kar sem prej govoril o tej moški prevladi. Mi smo patriarhalna civilizacija. In to je kombinacija zrak, ogenj in suši. Ljubezen ne more v suhem. Ljubezen lahko mora teči, ne gre drugače, mora teči. In tako je zdaj voda kot element voda v žarišču. Kako ohraniti vodo? Tukaj bom zabredel v ekologijo, če ne rečem, da je voda bitje, voda je ustvarjalno bitje. Gaja tako ustvarja s pomočjo vode. Zaradi tega smo bitja tudi v glavnem iz vode. Zato, da lahko njeni ustvarjalni impulzi, da se lahko pretakajo in nas dosežejo, je mogoče samo preko vode. Ampak za nas je voda nekaj površinskega. Razumemo vse to cikličnost, pa kako Luna sodeluje pri tem ciklusu z plimo in oseko in kako vodo stalno balansira vse posod. Ampak voda kot ustvarjalno bitje je za nas še zmeraj nekaj tujega. Na prvi dan novega leta sem imel ene zanimive sanje, morda nam bojo odprle pot v to temo. In sicer sanje so bile take, da sem spremil svojo hčerko, se uči, ne vem, klavir recimo. Klavir v glasbeno šolo. Glasbena šola je bila taka kot en blok, siva, ogromna zgradba, dolga, 3 nadstropja recimo. In jaz spredaj čakam, dvorišče je bilo istih mer kot stavba, jaz po dvorišču hodim, če je kaj zanimivega, ni ničesar zanimivega. Zato grem gledati za hrbet stavbe. To pa sem večkrat o tem govoril, da je človek tudi, ne samo, da smo moško-žensko polarizirani, ampak smo tudi tako polarizirani kot dan in noč, tako, ali pa kot Ljubljanica pa Gruberjev prekop, da je ta del nas gleda
za očmi, recimo, da je to manifestirani, to se pravi utelešeni del nas. In za hrbtom, ker je pa za hrbtom nimamo oči, nimamo nobenih fizičnih čutil, ker tam to je pa vzročni svet. Tam so vsi zapisani prav vzorci, na osnovi katerih to ne velja samo za nas, ampak za vse stvarstvo, da je ena bistven način, kako se življenje vzpostavlja, da je stalen pretok med vzročnim in posledičnim. Vzročno in posledično. In zato sem šel jaz za stavbo, za hišo pogledati, če je tam kaj zanimivega, ker vem, da je vse tisto, kar se pojavi v tem manifestiranju, se reče po slovensko razodet. Torej v razodetem svetu, kar se pojavi, zmeraj ima svoje prav vzorce, vzroke v zahrbtnem prostoru. Egipčani so temu rekli ka. To je kot en vidik, nevidni vidik človeškega telesa, je ta ka, vzročno telo. Zato sem šel zadaj pogledati in tam je dvorišče spet istih mer, ampak samo par smeti je ležal na tleh in ni zanimivega. In potem pogledam, dvignem pogled in vidim, da je za tem dvoriščem še eno dvorišče, istih mer. Tisto dvorišče je bilo pa popolnoma zasuto z gradbenim materialom, to se pravi z opaži, z deli žerjavov, materiali, popolnoma. Sem si mislil, to so gotovo rabili, ko so gradili to šolo pred, 50 leti. Kako da je to še zmeraj tukaj? Da še zmeraj tukaj leži. In to so bile sanje, ampak potem, ko sem se ukvarjal s temi sanjami, sem videl, prišel do tega, da obstaja za vzročnim svetom še en globji vzročni svet. In ki je pa zasut človeško ignoranco, ker to bi morali vendar gradbinci že davno pospraviti, te stroje in tako. In da je torej, za vzročnim je en, kako bi temu rekel, prav vzročni svet. In bolj sem se s tem ukvarjal, bolj je bilo jasno, da je to prvinski, da obstaja nekakšen prvinski ustvarjalni sistem Zemlje. Odkoder torej, odkoder prihajajo ustvarjalni impulzi, na osnovi katerih Zemlja neprestano razvija, preobraža svoje telo skupaj z vsemi biti. In takrat sem se spomnil Titanov, sej vendar patriarhalna doba se je začela, ko je Zeus kot oče Olimpa vrgel Titane v brezno, v Tartar, jih je vrgel. In Titani in Titanke so prvotni ustvarjalci Zemlje. Torej, Gaja je tako kot kaj se recimo rečemo, boginja Zemlje, torej ustvarjalni
vir, ustvarjalni vir. Ona ima vizijo, kako se ta planet razvija z vsem življenjem v vseh 10 dimenzijah njenega prostora, kako se razvija. Ampak ob njej so potem bitja, so jim Grki rekli titani, to so precejšnji velikani. Pa ni treba, da se jih tudi tako antropocentrično predstavljamo, ampak lahko kot moč, kot silo, ustvarjalno silo, ki je sposobna ustvarjalne procese omogočati. En izraz bi bil arhitekti vesolja, arhitekti zemlje, v tem se pa ne da ločiti, recimo v klasična teologija govori o tronih oziroma prestolih kot nadangelskih bitjih. So taki ustvarjalci, in tukaj jaz vidim še eno hudo težavo, ki je simbolizirana s tem, da je Bog Oče pahnil te prvinske ustvarjalce v Tartar, to se pravi v podzemlje. Oni smejo biti tam in smejo skrbeti za to, da smo živi in da pokrajina in vse kulture in vse obstaja, ampak ne smejo biti pa navzoči v naši zavesti in zaradi tega mi moramo, da se ohranjamo kot civilizacija in kot rod, smo morali začeti razvijati tehnologije, ki simulirajo titane. Se pravi, tako kot računalniki in vse ta šara je, ne, oprostite, jaz ljubim moj računalnik, na katerega pišem knjige. To je tako za hec rečeno. Zdaj nekako teče vse v tej smeri, da bomo morali vse sami narediti in vodo delati iz oceanov in tako naprej, ker se skozi bolj oddaljujemo od teh prvinskih ustvarjalnih sil. Sploh ne vem, kako naj to zaključim, to temo, ker je res. Zdaj sem že začel eno drugo, mislim, da sem jo mislil popoldne, ne, pa je po odmoru. Ja. Aha, dobro bi, ja, to bi bilo pa res svoje. Ker vse, kar se godi okrog nas, se godi tudi v nas. In to zgleda pri nas tako, da so te prvinske ustvarjalne sile, ki so tudi v človeku, da so potisnjene pod prepono. Torej, trebuh je Tartar. To je podzemlje nekako. Trebuh naj bo zato, da predela, kar pojemo. In tako se je zgodilo, da smo prepono tako močno zgradili kot nekakšno jez, da te sile smejo do prepone, zato ker umreti pa nočemo. Ampak ne smejo se pa dvigniti do srčnega območja, sploh pa ne do glave. Tukaj je ena pomembna naloga, namreč, da razgradimo to mejo,
so jo patriarhalne kulture vzpostavile zaradi tega, da bi lahko obvladale svet po svojih načrtih in volji, po svoji volji. In tako, ampak s tem se mi odcepimo od prvinskih ustvarjalnih sil, ki bi nam omogočale, da svojo ljubezensko sfero izgradimo, ponovno vzpostavimo in da tudi svoje mišljenje, vključno z razumskim mišljenjem, vključimo v ta pretok anve, ljubezenske pretoke na zemlji in bi na ta način dobili dostop spet do paradiža. Zato mislim, da je to ena taka vaja, ki jo je treba še izumiti, ampak mislim, da je zelo preprosto, da treba dovoljiti, da ljubezenska moč zemlje enostavno, da te prepoji, da vem. Ima pa tukaj en ključ in sicer ta ključ sem tudi v sanjah dobil. To so bile zelo nenavadne sanje in sicer jaz sem se z moškim pelal nekam, precej daleč. Moški je bil šofer, jaz sedim zraven, ampak jaz ne znam voziti avta in niti ne vem, kje je bremza. Dejansko. In pa zadaj pa njegova ženska sedela. In ko se tako vozimo, so bile ceste ravne, kot v Emiratih, 6 stez na vsako stran, ker je tako poceni bencin. Ni nobenega javnega prevoza tam, niti vlakov, niti avtobusov. Ampak onedva sta postala tako utrujena, da sta dala sedeže dol in sta se ulegla in sta zaspala. Avto je pa vozil z mano. Nimam pojma. Dobro, jaz sem toleriral, ker njih, ampak takrat pa vidim, da se teren nagiba strmo navzdol. In ne vem, kje je zavora. Zato sem rukal šoferja, ampak on se ne zbudi in konc. To mi je bilo prihranjeno. Sanje so me predstavile v naslednje sekvenco, kjer smo zdaj, avto je v eni garaži in mi jemljemo ven svojo prtljago, da bomo šli peš naprej. Ker moramo priti do železniške postaje, potem bi pa lahko z vlakom naprej. In to jaz primerjam, torej to situacijo, sanje so mi hotele reči, da se mi vozimo brez šoferja. In da je to, mislim, te prvinske ustvarjalne sile, ki vejo, kam v naslednjih milijonih ali milijardah let vodi pod zemljo, smo izključili, avtomatskega pilota ni in jaz, človek sedi tam brez znanj. Mi nimamo znanja, kako s temi, kako bi rekel, usmerjati ali pa se vključevati v te bolj daljnoročne življenjske tokove, ki so zdaj odločilni v dobi takih velikih sprememb. In potem, jaz se potem s tem seveda ukvarjam, vem, da ni slučajno. In kar sem pogruntal, je to, da pri teh dveh spečih gre za dve
čakri vode, ki jih imamo pod ključnicami. Pod ključnicami imamo, in jaz sem predstavljal pa grlo. Grlo kot izvor besede, izvor kreativnosti. Mi smo hiperkreativno ljudstvo. Glejte, kaj vse počnemo po zemlji. Lepega in grdega. Tukaj je oboje. Ampak brez vode ne gre. Te dve čakri sta del zatrtega ženskega sistema čakr. Patriarhalni sistemi, vključno z jogo, so ves čas delajo na tej vertikali. Na vertikali, češ, da to je povezava med zemljo in kozmosom, kar je zelo vprašljivo, ker je to pač samo moški del. Moški del je vertikala, ženski je krog. V tem je, to je komplementarno. Recimo, moške čakre držijo jasno linijo in povezujejo res zemljo. Nas kot zemeljska bitja smo hkrati tudi kozmična bitja, povezava. Ampak potem je pa sistem 20 čakr, 4 elementov, kar jaz lajnam že leta in leta. Verjetno ste že vsi to slišali, se opravičujem. Ampak to je bistveno da se ponovno najde ravnotežje med moškim in ženskim, da se ne lajnajo samo 7 čakr moških, ampak da obstajajo čakre 4 elementov in ti dve pod ključnicami sta element vode, kjer so ledvice, sta še dve, to se pravi prvi krog voda, potem drugi krog je ogenj na mešičkih in na bokih. Potem je pa zemlja, to je pod komolci pa za koleni, pa ena je tudi med koleni, in pa zrak, nazadnje zrak, kjer so pa tako imenovane stigmate, to se pravi na stopalih in na dlaneh in še tukaj gor. To je tisto, kar življenje rabi, kar življenje dela. Ni ta vertikala tista. Okrog te vertikale se kot sfere vrtijo te 4 elementi, eni imajo 4, eni 5 čakr, in omogočajo, da smo živa bitja. In to je tisto, kar je Zeus vrgel Tatar, med drugim. Torej, kar je zaklenjeno pod prepono. Se boste čudili, da smo še zmeraj živi, ampak smo. To je milost. To je božanska milost. In pa tudi alternativna pota, ala slovenski staroverci in tako naprej. So se našla pota, kako še zmeraj ohranjati to celovitost, čeprav je uradno ne obstaja. In tako so te sanje mi rekle, da je nujno treba povezati v tem čisto praktično glede ustvarjalnosti, da je treba, ker grlena čakra kot vir ustvarjalnosti je del tega vertikalnega sistema, te dve pod ključnicami sta del ženskega, torej yin sistema, in če se to poveže med seboj, nastane, kaj nastane?
potencial za ljubezensko sfero. Eden od potencialov. Ampak predvsem pa, da ustvarjanje ni več ločeno od ustvarjanja velikih angelov, kozmosa in zemlje. Kar pa samo po sebi zahteva, da smo povezani. Zdaj pa mislim, da sem prišel do konca. Spodaj še en list. Ja, so pa še ene zanimive sanje, res. Tako da bom še malo vas zabaval. Te sanje sem pa sanjal sem sanjal zdaj v Emiratih, to se pravi, jaz sem delal v enim vasi beduinov, pravzaprav ne beduinov, ampak ribičev, ampak arabski, izvirni vasi. So prebivalci zapustili v 50 letih prejšnjega stoletja, zato ker so Japonci, oni so bili nabiralci biserov iz školjk. In Japonci so razvili eno tehnologijo, da so bisere znajo delati umetno. In takrat so propadli te nesrečniki iz El Jazire, Alhambra se imenuje ta vas. In še sprli so se z emirjem. In tako jih je en drug emirat povabil in so zapustili vas s 400 hišami. In so šli tja. Niso imeli več možnosti preživetja tudi. In zdaj to vas, ki je res krasna, tako kot so bile stara mesta, se obnavlja in tam je ta vsako leto festival umetnosti, kjer sem jaz sodeloval s tem portalom Miru. In ta portal Miru izgleda tako, če vam narišem, prinesel krede, tako. Tako je, v osnovi je krog, da ne bom hodil, v osnovi je krog, polkrog. Polkrog. Potem gre pa tako izgleda kot ptica, gre mandorla, to je taka oblika s dvema kotoma. Tako. Ja. To moram malo podaljšati. Tako. In tlele je en večji kamen, 2 metra. V bistvu je to tako, da to je ta lok, to se imenuje portal Miru. In mandorle so simboli ženskega božanstva. Vrata rojstva, ne? Prostor simbol. In tako iz te gre impuls skozi ta vrata. Impuls miru. To so pa tako posamezni kamni.
Potem sem pa sanjal, da se po reki pripelje ladja, to bila ta pika, ladjica, za sabo vleče dve škatle, kot da iz papirja, iz kartona po vodi. To je ta kompozicija, taka kompozicija. In potem pa vidim, da je val plusknil z reke in je zalil te škatle, te prostore. In potem naslednja slika je bila pa, da pod vodo obstaja ravno tako ladja in ravno take škatle kot nosilci, ampak vse je bilo pod vodo pa polno vode. In to je ta tema, da ne moramo priti do miru v tem primeru. Če je to mentalno, če je suh papir, mora biti nujno voda napolniti, da bi lahko ker, glejte, mi se toliko prizadevamo za mir, zato smo ustanovili Združene narode, mislim, ljudje, ustanovili, ampak ste videli, da v vseh teh desetletjih neprestano tečejo vojne. Zato, ker ne moramo s tem papirjem, je potrebna voda iz največjih globin.